V Egiptu je prišel na oblast nov kralj, faraon, ki ni poznal Jožefa. Ljudstvo Egipta, glejte, izraelski narod postaja večji in močnejši, kakor smo mi. Pazimo, pomislimo, kaj bi ukrenili, da se ne bi preveč namnožil. Če izbruhne vojna, se lahko pridruži našim sovražnikom, se vojskuje zoper nas in zasede deželo. Egipčani postavijo priganjače, ki Izraelce izčrpavajo z napornimi deli. Kolikor bolj pa jih zatirajo, toliko bolj se množijo in širijo po deželi, zato se jih Egipčani vedno bolj bojijo. Zelo grdo delajo z Izraelci, tako da postanejo njihovi sužnji. Z napornim delom jim grenijo življenje. Iz ilovice morajo delati opeko in zidati skladišča. Hebrejske babice, kadar pri rojstvu pomagate Hebrejkam, glejte, ali je deček ali deklica. Če je deček, naj umre. Če je deklica, lahko ostane pri življenju. Egiptovski narod, vse dečke, ki se rodijo Hebrejkam, pomečite v reko Nil. Deklice lahko pustite pri življenju. Mož Levijeve družine si je poiskal ženo iz Levijevega rodu. Spočela je in rodila sina. Ko je videla, da je lep otrok, ga je 3 mesece skrivala. Ko ga ne more več skrivati, vzame košarico, narejeno iz ločja, jo zamaže s smolo in katranom, dene noter otroka in košarico položi v ločje ob bregu Nila. Njena sestra ostane v bližini, da vidi, kaj se bo zgodilo. Tedaj pride faraonova hči, da bi se v Nilu kopala. Njene služabnice se medtem sprehajajo ob reki. Faraonova hči nenadoma zagleda v ločju košarico in pošlje služabnico ponjo. Zasmoljena košarica. Ojoj, to je gotovo hebrejski otrok. Rivaš. Dekle, stopi k Hebrejkam in poišči dojiljo, da ga bo nahranila. Potem poišči žensko, da ga bo vzredila. Plačala bom njen trud. Dekle je našlo pravo otrokovo mater, da ga vzame in vzredi. Ko deček zraste, ga pripelje k faraonovi hčeri. Iz vode sem te potegnila, zato te imenujem Mojzes. Mojzes v Egiptu doraste. Nekega dne gre k rojakom in vidi, kako naporno delajo. Spet drugič vidi, kako nadzornik pesti Hebrejca. Mojzes v jezi ubije Egipčana in ga zakoplje v pesek. Faraon je zvedel, kaj se je zgodilo, zato je hotel Mojzesa usmrtiti, vendar mu je ušel in pobegnil v midjansko deželo. Na begu se je zatekel k midjanskemu duhovniku Jitru. Ta ga je povabil, da bi kaj pojedel. Mojzes se je odločil, da ostane pri njem. Pozneje se je celo poročil z njegovo hčerjo Ciporo. Mojzes je pasel ovce in koze svojega tasta Jitra. Nekega dne je gnal živino čez puščavo in prišel do Horeba, Božje gore. Tam zagleda, da šviga iz grma plamen.
Tu gori grm, pa ne zgori. Tja stopim in si ogledam to nenavadno prikazno. Mojzes, Tukaj sem. ne bližaj se. Sezuj se, kajti kraj, kjer stojiš, je svet. Sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Zakril si bom obraz, ker si ne upam gledati v Boga. Videl sem stisko svojega ljudstva v Egiptu in slišal njihove glasne tožbe. Znano mi je njihovo trpljenje. Stopil sem dol, da jih rešim iz rok Egipčanov, jih odpeljem iz te dežele in privedem v daljno, lepšo deželo. Zdaj pa pojdi. Pošiljam te k faraonu. Odpelji Izraelce, moje ljudstvo, iz Egipta. Kdo pa sem jaz, da bi lahko šel kar tako k faraonu in mogel popeljati Izraelce iz Egipta? Jaz sem s teboj. Jaz te pošiljam in to ti bodi znamenje. Ko odpelješ ljudstvo iz Egipta, boste Boga častili na tej gori. Prav? Pojdem k Izraelcem in jim rečem: Bog vaših očetov me pošilja k vam. Potem me bodo vpraševali: kako mu je pa ime? Kaj naj jim na to rečem? Jaz sem, ki sem. Takole boš dejal Izraelcem: Jaz sem, ki sem, me k vam pošilja. Tako jim povej: Jahve, Bog vaših očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov me k vam pošilja. To je moje ime na veke in tako me bodo imenovali vsi rodovi. Gospod, z bratom Aaronom poslušava. Ta mesec naj bo prvi med meseci v letu. Povejte vsemu zboru Izraelcev: 10. dan tega meseca naj vsak preskrbi po eno jagnje za družino, po eno jagnje za vsako hišo. Če je pa družina premajhna za jagnje, naj ga vzame skupno z najbližjim sosedom. Jagnje pa mora biti brez madeža, samec star 1 leto. Mladiče lahko poiščete med ovcami ali kozami. 14. dan v tem mesecu naj vsa Izraelova občina proti večeru jagnjeta zakolje. Prestrezite nekaj krvi in z njo pomažite podboje in preklado pri hišah, v katerih boste jedli jagnje. Še isto noč morate jesti meso pečeno na ognju, zraven pa opresen kruh z grenkimi zelišči. Jejte pa takole: imejte opasana ledja, bodite obuti, v rokah držite palice. Jejte hitro. Ta dan
praznujte Pascho, spomin, ko je šel Gospod mimo. To noč pojdem skozi Egipt in potolčem vse prvorojeno pri ljudeh in živini. Kri na hišah, kjer prebivate, bo znamenje vam v varstvo. Ko zagledam kri, pojdem mimo in poguba vas ne bo zadela, kadar udarim po Egiptu. Na ta dan se spominjajte svoje rešitve in obhajajte praznik Gospodu na čast.